20 let delovanja in prav toliko let imajo tudi nekatere naše oddaje. So pa tudi oddaje, ki so mlajše, čeprav so njeni začetki bili že pred tako imenovanim uradnim začetkom. V prvem desetletju smo se namreč skozi različne pogovore, ki ni bilo malo, soočali z vsebino, ki jo je potem začela sistematično urejati in posredovati v javnost oddaja pod imenom Moja zgodba. 10 let ni nekaj posebnega, a je priložnost, da se opozori na vsebino. Priložnost za sporočilo slovenski javnosti, da je s pomočjo radijskih oddaj Moja zgodba, vsem državljanom dostopen arhiv ustne zgodovine, ki priča o časih totalitarizma in osamosvojitve. Gre za korpus pričevanj preprostih ljudi, ki so nam bili pripravljeni zaupati svojo, pogosto težko in tragično življenjsko pričevanje. Gre za posnetke simpozijev, znanstvenih srečanj, okroglih miz, kjer so svoje poglede soočali strokovnjaki različnih področij in jih ni mogoče slišati nikjer drugih. Gre za skrbno izbrane dokumente, ki pričajo o nekem času, ki je, hvala Bogu, za nami. 487 radijskih oddaj je veliko bogatstvo, ki priča o doživosti našega naroda, pa tudi o upanju in veri, ki jo niso dotolkli režimi. Zato se iskreno zahvaljujem vsem pričevalcem, ki so zmogli pogum in so javno povedali svojo zgodbo. Zahvaljujem se dr. Jožetu Dežmanu, ki je leta 2005 začel z oddajo Moč pričevanja in se je naslednje leto preimenovala v Mojo zgodbo. Brez njegovega vedenja nad vsebino oddaja ne bi imela tega bogatstva. Zahvaljujem se tudi našima sodelavcema, ki sta dala vsebini radijsko podobo, voditelju Jožetu Bartolju in tehniku Boštjanu Smoletu. Zahvalo za dobro sodelovanje izrekam tudi Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Študijskemu centru za narodno spravo in Komisiji Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic. Z vašim sodelovanjem ima oddaja Moja zgodba tudi izjemno znanstveno in zgodovinsko vrednost. Ob tej priložnosti želimo omeniti še podatek, da so nekatere radijske vsebine dobile tudi knjižno izdajo. Morda bo o tem kaj več povedal dr. Jože Dežman. Jaz želim omeniti le letošnji zbornik Resnica in sočutje, ki ga je izdala založba Ognjišče in prinaša uvodne nagovore na okroglih mizah z istim naslovom, ki so potekale letošnjega marca v 6 krajih, v 6 škofijah. Te okrogle mize smo pripravili v sodelovanju s Teološko fakulteto in civilno-družbeno pobudo Resnica in sočutje. Posnetki pa so bili objavljeni v 6 zaporednih oddajah Moja zgodba. Različni sogovorniki so osvetlili slovensko plat druge svetovne vojne in povojnih dogodkov. Gostje so se dotaknili montiranih sodnih procesov, množičnih grobišč, posledic, ki so jih za seboj pustili nacizem, fašizem in komunizem, pa tudi množičnega izseljevanja Slovencev in možnosti očiščevanja travm teh dogodkov. Po koncu lahko napovem z veseljem, da bo oddaja Moja zgodba še naprej stalnica programa Radia Ognjišče in bo tako še naprej prinašala pričevanja o naši polpretekli zgodovini, prihodnje leto še posebej v luči 25-letnice samostojne Slovenije. Hvala lepa. Hvala lepa, Franci Krstenjak, glavni in odgovorni urednik Radia Ognjišče. Zdaj pa predajam besedo direktorici Študijskega centra za narodno spravo, doktorici Andrej Valic-Zver, ki bo iz svojega vidika povedala, zakaj so se pri študijskem centru pridružili k tej pobudi, zakaj tudi aktivno skrbijo za to, da so tiste zgodbe, ki jih beležijo za svoj arhiv, lahko dostopne tudi javnosti. Prosim. Hvala lepa za besedo in tako pozdravljeni, dragi gospe, gospodje, dragi prijatelji. Zelo počaščeni smo na Študijskem centru za narodno spravo, da je danes ta tiskovna konferenca v naših prostorih in se zahvaljujemo za dobro sodelovanje vsem institucijam, ki sodelujejo v tem projektu Moja zgodba, še posebej Radiu Ognjišče, ki v tej oddaji ne objavlja zgolj pričevanj, ki jih zberemo sodelavci Študijskega centra za narodno spravo, ampak objavlja tudi posnetke različnih naših konferenc, mednarodnih dogodkov, simpozijev, okroglih miz. In mislim, da je to neka dodana vrednost pričevanj, ki jih se zberemo.
Torej, ena najpomembnejših nalog in poslanstev Študijskega centra za narodno spravo je ravno zbiranje pričevanj, osebnih zgodb in spominov. Pričevanje zbiramo vse od naše ustanovitve, od leta 2008, in sicer jih imamo ohranjene v pisni, zvočni in video obliki. Do sedaj nam je uspelo zbrati preko 350 pričevanj. Kot vemo, zbrana pričevanja predstavljajo pomemben raziskovalni vir, zgodovinski vir pri raziskovanju zgodovine Slovencev v 20. stoletju. Še posebej to velja za čas druge svetovne vojne, za obdobje po njej. Glede teh dogodkov, kot vemo, je slovenski narod še vedno močno razdeljen. Tu imamo seveda v mislih predvsem čas vseh treh totalitarizmov, od katerih je komunistični totalitarizem trajal najdlje in tudi pustil najhujše posledice v slovenskem narodu. Namreč dokumentarni in arhivski viri za to obdobje so izredno skromni, za revolucionarno nasilje praktično arhivskih virov skoraj da ni, oziroma je bilo uničeno. In zato so navadno prav pričevanja tista, ki nam pomagajo pri ustvarjanju prave zgodovinske slike, resnične zgodovinske slike, tiste, ki nam pojasni, kaj se je v resnici dogajalo, ki nam ovrednoti zgodovinski dogodek v času in prostoru. Pričevanja, ki izberemo na Študijskem centru za narodno spravo, objavljamo tudi v naših publikacijah, predvsem v zbirki Revolucionarno nasilje in zbirki Dokumenti in pričevanja. In s pričevanji aktivno sodelujemo pri različnih dogodkih, ki sem jih že prej omenila, uporabljamo jih pa tudi pri našem delu z mladimi. Lahko pa rečem, da največji odmev ta pričevanja dosežejo prav v oddaji Radia Ognjišče Moja zgodba. Sodelovanje z radijem se je začelo v času, ko je bila naša sodelavka magistrica Majda Pučnik-Rudel, ki je danes vodja sektorja za popravo krivic na Ministrstvu za pravosodje. Ko je ona odšla, sta njeno delo prevzeli sodelavki gospa Marta Keršič in gospa Mirjam Jurjevčič-Dujo, ki sedaj aktivno sodelujeta pri pripravi pričevanj za predvajanje v oddaji Moja zgodba. Rada bi omenila tudi, da se te oddaje ne nanašajo samo na ljudi, ki živijo v Sloveniji, ampak je precej zgodb tudi iz zamejstva in pa zgodbe Slovencev po svetu. In v ta namen smo študijsko obiskali tudi naše skupnosti v Clevelandu in pa v Argentini. In kar me še posebej veseli, ko naši rojaki pridejo na obisk v Slovenijo skupaj s svojimi potomci, zelo radi pridejo k nam in tudi takrat nam zaupajo svoja pričevanja. To vidim kot posebno dragocenost. Na Študijskem centru smo prepričani, da je izgovorjena zgodba o trpljenju, vojnih grozotah in nasilju, ki so ga mnogi med nami doživeli, ena od poti sprave. Pričevalci, ki se odločijo, da bodo svojo izkušnjo povedali za javnost v eter, s tem izkažejo v bistvu velik pogum. Žal je potrebno reči, da se mnogi ljudje v našem prostoru spet bojijo, da bi govorili o svojih spominih, da bi govorili o zločinih, potem ne upajo spregovoriti na glas. In ta molk je v slovenskem prostoru velika zavora, ki bremeni tako žrtve in njihove svojce, kot tudi na drugi strani rablje in njihove svojce. Naj se v tej priliki zahvalim vsem pričevalcem, ki so se obrnili na nas, z nami sodelovali in hkrati seveda vabimo tudi nove, da se nam pridružijo pri ustvarjanju oddaje Moja zgodba, ki jo včasih vidim kot neko slovensko komisijo za resnico, kakršne poznajo v državah drugje po svetu. Hvala lepa. Hvala lepa, doktorica Andreja Valič-Zver. Zdaj pa bo spregovoril dr. Jože Dežman, muzejski svetnik Gorenjskega muzeja Kranj, ki je leta 2005 potrkal na Radio Ognjišče in
ponudil, da bi lahko skupaj sodelovali pri pripravi oddaj v začetku Moč preživetja, potem pa po enem letu Moja zgodba. Po 10 letih je nastal največji fundus ustne zgodovine pri nas, ki je javno dostopen kadarkoli, bodi si preko spletnega arhiva, bodi si preko našega audioarhiva. Dr. Dežman, prosim. Hvala lepa. V predgovornika, pa tudi Jože, so že dali nekaj lepih izhodišč. Mogoče bi se odzval na to, kar je gospod Trstenjak rekel o spremljavah te oddaje. In rekli smo, da je na začetku je bila to Moč preživetja in če pogledate na ekranu, vidite, da je bila prva oddaja pravzaprav v kriminalistični akciji sprava. Šlo je za to, da je takrat bilo razmeroma napeto obdobje, če se spomnite, in takrat je kolega Jamnik že bil potem na tem, da ga odrežejo, da ne bi smel predstaviti akcije Libičiča, in bil je tudi na tem, da upa in vse skupaj pustijo. In ta objava te oddaje in pa potem njegovega poročila o akciji sprava v knjigi Moč preživetja, sprava z umorjenimi starši, je bilo izhodišče za več stvari. Eno je bilo tudi za dokumentarni film za Molčani Moč preživetja Jožeta Možine, potem je usporedno nastajala ustavna pobuda in številni pobudniki so nastopili prav v oddaji Radia Ognjišče in Ustavno sodišče je to pobudo sprejelo in leta 2009 so prvi pobudniki dobili pravico, skratka, da je tudi vsaj prvič, da je vsaj del žrtev partizanskega tabora medvojnega komunističnega terorja dobilo nekaj pravic. Ta razpon ali pa ta angažma se nam kaže naprimer tudi v tem, da je ob seriji oddaj, ki so potekale, je nastajala knjiga Slovenija duhovna domovina, razmeroma uspešna produkcija, ki so jo z Moniko uredila, je v zbirki Odmevi oziroma pri Mladinski knjigi šla. Potem en od zadnjih projektov je bilo Vroče sledi hladne vojne in pa moram reči, da ves čas so nastajale tudi oddaje iz gradiva Komisije Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic, kjer na končno je povzetek tega gradiva je v tej moji zadnji knjigi ni bilo lahko smo stali in obstali. Naslovi teh knjig preprosto govorijo o enem angažmajskem, etičnem, moralnem potencialu, ki smo ga vlagali v to zgodbo. Jaz bi rekel, da sem izjemno hvaležen Radiu Ognjišče, da je to zgodbo ohranilo. Mislim, da je prav, da se pove, da je Jože Bartol za svoje izjemno delo bil nagrajen tudi z Jurčičevo nagrado, kar se Meškovo nagrado, kar je tudi, ampak ko bi šli, jaz lahko samo vem, zakaj je tole naredila. Ko boste malo samo to, da pogledate in to osnovno, samo en tak optični vtis, kaj vse se je od oddaje dogajalo, bi rekel, da je to tisto, kar slovenski prostor najbolj rabi. To je priložnost za dialog. Tudi če ta dialog mogoče kdaj ni slišan, tudi če je mogoče na njega ni posebnega odgovora, tudi če se čuti ena zadrtost, tudi če je to, kar je Andreja rekla, se lahko čuti, da ljudje še zmerno živijo pod pritiskom ali bi povedali svoje ali ne bi, je to en dolgoročen napor in to daje preprosto dokazilo, da so zakladnice potrebne. In te zakladnice spomina so preprosto tukaj in jaz bi rekel, da je eden pomembnih ali pa najbolj praznični del praznovanja 10-letnice je bila ureditev spletne strani, kjer imamo zdaj le dosegljivo in za eno dokumentarno podlago spremljeno tudi vedno dostopno vsebino in mogoče, če pa lahko samo tako rečem, jaz mislim, da tisto, kar pa te izredno pretrese, pravzaprav jaz sem šel zdaj vse en te oddaje skozi, ko smo urejali, ko smo se dogajali spletno stran, v tej oddaji bi, če bi
ker je gospod Testenjak rekel, če bi šli zdaj na to, da bi pa izbirali the best of teh oddaj. Imamo pa nedvomno izjemno debelo knjigo, prvič izjemnih človeških modrosti, drugič razmeroma angažiranih teh raziskovalnih dejanj, ki smo jih tukaj predstavljali. In jaz bi samo rekel, da je recimo ena takih objav, ki sem zdaj v ponovnem poslušanju zelo skrbno, pa z zanimanjem poslušal, je bil John Corselis. Njega poznamo, je večkrat pravim to, ampak on ima tam v svojih teh zapisih, ki jih je Monika tudi pripravila, prevedla, ki smo jih od njega tudi dobili, recimo to je spravi pa vse, kaj je bilo prej že treba narediti, da do takih oddaj pride, je en citat o razlikah med Slovenci in Rusi v skrajnih pogojih taborišča za begunce v Avstriji, kjer je enostavno dejstvo, kar se Slovenci zmeniš, to je narejeno in kar je potrebno urediti, to Slovenci so sposobni tudi sami urediti, a ne se pravi ta sposobnost za spodobnost, za odnos drug do drugega, za varovanje skupnosti, za spodobno končno sodelovanje tudi s tistimi, ki niso vedno prijazni s tabo, dočim na ruski strani je bilo povsem drugače. Kljub vsemu je v tej oddaji, ko je Andreja rekla, da skratka nastopajo in Slovenci po svetu, nastopajo tisti, ki so ven bežali, in tukaj je pa preprosto, če rečem, kako ta oddaja je preprosto prišla iz življenja in iz življenja tudi živi, in jaz verjamem, da je tisti temeljni substrat, tista temeljna njena moč je, da jaz bi si upal reči, da na vse zadnje je tudi spodbujala konkurenco na en način. Jaz si upam reči, da je en usporeden produkt teh oddaj, so bili na primer filmi, ki so nastali tudi v naših projektih. Če imamo tukaj zdaj še ob knjižnih produkcijah, ki sem vam jih omenil samo, da je Monika Kokalj-Kočevar posnela en film o mobilizirancih v nemško vojsko, ki ga je nacionalna televizija predvajala, da je posnela film Buenos Aires Ljubljana o družini Dolinar, ki ga je tudi nacionalka predvajala, in glede na to, da je bil Jože Možina takrat direktor nacionalke in ker je bil Stržkov gotovo, da se to splača delati, in smo na vse zadnje tudi s to pomočjo prišli do pričevalcev. Tako da jaz bi za ta etični in dialoški naboj za nazaj dal roko v ogenj, za naprej pa tudi trdno prepričanje, da bomo preživeli. Hvala lepa, dr. Dežman. Zdaj pa še k Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Magistrica Monika Kokalj-Kočevar, poleg Irene Uršič, skrbi za vsebino in predvsem za nekatere segmente, ki so prav tako zastopani v oddaji Moja zgodba. Prosim. Hvala lepa. Lep pozdravljeni tudi v mojem imenu. Tako je, skupaj s kolegico Ireno Uršič delava zgodbe že 9-10 let. Mislim, da sva v letu 2006 se priključili gospodu Dežmanu in pričeli z zbiranjem zgodb za Mojo zgodbo. Sicer v Muzeju novejše zgodovine Slovenije deluje zbirka ustnih zgodb, ustnih virov že od leta 2004. Od tistih prvih začetkov, ko smo hodili po terenu, ko smo pravzaprav zgodbe lahko samo zapisovali in se ljudje še niso upali niti spregovoriti bodisi mikrofon, kaj šele v kamero. Takrat smo v bistvu zapisovali kar v zvezke in to kasneje pretipkavali. Po kakšnem letu 2, 5, 6, 7 pa se je to nekako spremenilo in so se ljudje začeli bolj odpirati, tudi različni pričevalci so se pojavili in takrat smo pa začeli več snemati tudi z mikrofonom in pa tudi z kamerami. Tako da, kot je že gospod Dežman povedal, ene izmed prvih zgodb, ki smo jih objavljali v oddaji Moja zgodba, so bile zgodbe prisilno mobiliziranih v nemško vojsko. Kolegica Irena Uršičeva pa je pripravila en širok sklop
mobiliziranih v italijansko vojsko. Kasneje pa tudi en velik sklop pričevanj o vojni za samostojno Slovenijo leta 1991. Tako da smo si tudi poklicno v muzeju razdelili teme in se tako jaz bolj ukvarjam z zgodbami prisilno mobiliziranih v nemško vojsko. To se pozna tudi v oddaji Moja zgodba, zato sem pretežno, tako rečem, zastopana z zgodbami prisilnih mobilizirancev. Kolegica Irena Uršič pa je Primorka in se zato bolj posvetila italijanskim vojakom. In pa ker pokrivam v muzeju tudi temo o osamosvojitvi Slovenije, je pri njej tudi več pričevanj vezanih na leto 1991. Pravzaprav zgodbe vključujemo, kot je že rekel gospod Dežman, ne samo v oddajo Moja zgodba, vključujemo jih tudi v razstave, ki nastajajo v muzeju. In te razstave so pri nas zelo dobro obiskovane in marsikateri citat, ki smo ga zbrali z zbiranjem pričevanj, smo uporabili kot nosilno noto posameznih razstav. In tudi same razstave, ki jih pripravljamo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, že zadnjih 10 let vključujemo tudi pričevanja. In ta pričevanja, vidimo, da v bistvu se zelo dotakne ljudi, saj glede na zapisane besede se tukaj le bolj osebno srečajo s pričevalcem, ga lahko začutijo in se jih tema tudi bolj dotakne. Tako verjamem, da tudi v oddaji Moja zgodba, ki jo poslušajo naši poslušalci, skozi zgodbe, skozi pričevanje, skozi tisti glas, ne pričevalce ali pričevalke, poslušalci začutijo, kako so se pričevalci počutili, kaj je to za njih pomenilo v bistvu. In v bistvu pogovore skušamo izpeljati tako, da so zgodbe take, ki so tudi za poslušalce zanimive in odpiramo tudi teme, ki še niso bile predvajane. Hvala lepa za enkrat. No, prav je, da povemo, kdo so tisti ljudje, ki skrbijo za oddaje Moja zgodba. Najprej muzejski svetnik Jože Dežman, potem kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije Monika Kokalj-Kočevar, prav tako kustosinja Irena Uršič, Majda Pučnik-Rudel kot predsednica Komisije Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic, zatem Marta Keršič, kustosinja Študijskega centra za narodno spravo in pa Mirjam Dujo-Jurjevčič, Študijskega centra za narodno spravo. No, na Radiu Ognjišče za oddajo skrbiva oziroma jo z vsebinske plati urejam Jože Bartol, z tehnične Boštjan Smole, v recimo dobrem obdobju pol leta pa je zanjo skrbel tudi Alen Salihovič. In če omenimo še spletno stran, ki je zdaj res urejena, kako ne rečem, vzorno, tudi z dokumenti, je zanjo za 10 let nazaj, oziroma, kako bomo rekli, za 8 let nazaj poskrbel Gregor Lotrič. Mogoče še dve kratki vprašanji, potem pa bomo predali besedo vam, če se vam je slučajno utrdnilo kakšno vprašanje, in sicer morda najprej za magistrico Moniko Kokalj-Kočevar, namreč kako pride sploh do izbora nekoga, ki bi lahko sodeloval v oddaji Moja zgodba? Ja, v bistvu jaz to pripovedujem iz muzealskega stališča. Mi vsako leto raziskujemo cel kup različnih tem in se seveda potem povezujemo tudi z različnimi organizacijami. Vendar ponavadi je tako, da tista uradna pisma ne naletijo na posebno velik odziv. Največ je pomembno, da imaš osebni stik. In ko spoznaš določen krog ljudi, se ta začne na podlagi drugih poznanstv, se začne širiti. In tako, da v bistvu nekdo nam priporoči naslednjega in tako naprej in se ustvarja neka mreža. Seveda sodelujemo tudi z različnimi veteranskimi organizacijami,
vendar se mi je to zdaj še najbolj izkazalo, da tista prisotnost na terenu, kar pomeni naše delo na terenu, zbiranje, raziskovanje, je največ vredno. Na terenu spoznaš največ ljudi in te ti lahko povejo največ zgodb in to je tista najboljša, se pravi, biti stalno prisoten na terenu med ljudmi. In še vprašanje za doktorja Dežmana. Se je vedenje Slovencev o časih, ki smo jih preživeli v totalitarizmu, zaradi oddaje Moja zgodba, zaradi pričevanj, ki jih lahko poslušamo, kaj spremenilo. Nam recimo o tem, kaj pove odziv na terenu. No, jaz verjamem tudi z Moniko, ko se srečujejo, je eno od vprašanj je, ali pa eno od potrditev odmeva Moje zgodbe je to, da kamorkoli priješ, se pravi doma in po svetu, je ena od referenc najnih to, da so pri moji zgodbi. To pomeni, da imamo en živ stik. Drugo, kar je pa, pogledajte, zdaj bi samo dve temi omenil, ki sta pred nami. Se pravi, ta hip začenjamo z zagonom tega novega zakona o prikritih grobiščih in dostojnem pokopu. Jaz ne bom nič rekel, kar to spada, je dobro ali ni dobro, ampak nedvomno je ena rdeča nit, en angažma, veliki angažma, oddaje Moja zgodba, reševanje tega ključnega problema slovenske družbe, da bi umorjeni in njihovi svojci prišli do besede in da bi ta problem veljal za temeljni civilizacijski problem Slovenije. Se pravi, dokler ne bo urejeno mesto mrtvih, Slovenija ne bo normalna država. In to smo, to je, jaz bi temu rekel, humana agresija. Skrbeli smo, da je bil problem tudi preko oddaje Moja zgodba prisoten v prostoru in verjamem, da smo bili eni pomembnih deležnikov, ki je ta problem grel, ki ga je dvigoval, ki mu je dal en volumen, eno spoštovanje, eno zagonsko energijo za vzpostavitev na tisto kvalificirano, človeško in strokovno raven, ki je potrebna. Drugo vprašanje je, smo tik pred 25-letnico plebiscida, tukaj bi si pa upal primerjati, da je med mediji, prav s to oddajo, pa tudi z drugimi seveda Radio Ognjišče, držal tudi drugi tonus, se pravi, spoštovanje slovenske osamosvojitve, demokratizacija kot najvišjega slovenskega dosežka zgodovinskega, kar ni prav enostavno v tem prostoru, ki je toliko nabit z recimo enimi spoštovanji manj bolj napornih in zločinskih časov, sprav, kjer je nasilje, ker se bolj slavi več krvi kot demokratizacijo in vojno za obrambo samostojne Slovenije, ker krvi skoraj ni, hvala Bogu. In ta proces je, jaz mislim, da prav oddaje Moja zgodba doživel eno pomembno spremembo, bi pa rekel, da jaz sem predvajal smo del pričevalcev Kranjskega demosa in tukaj, pa je, čeprav sem tako razmeroma trmast človek ali pa trpežen človek, bi pa rekel, da so me ti osamosvojitelji skoraj prepričali, da se z njimi ne splača ukvarjati. S svojo trmo, s svojim samoljubjem in s tem, koliko ne negujejo ene te tradicije, kjer so sami prispevali. Tako da je rekel, da je tudi tukaj, tukaj je bilo treba glih toliko trmast biti pravzaprav kot pri grobiščih, da se pravi, je držati eno temo, ki zahteva, če bo se reče vrednostno središče ali pa temeljno jedno slovenske nacije obdržati v življenju, in kar je že gospod Testenjak povedal, to je temeljna naloga naslednje leto. Sploh nimamo se kaj dost ogibati temu in vprašanje je tako, da to je oddaja v dialogu, to je oddaja, ki se odziva, oddaja, ki nekaj hoče. Jaz mislim, da tukaj smo v razmeroma velikem razponu to pokazali, da nekaj zmoremo. Je pa res, da jaz ne bi podcenjeval, čeprav bi tako rekel, da na en način pravzaprav lepo, da je oddaja na nek način oddaja dobre volje, ampak vse strokoven potencial, ki je za njo na en stran hiše, medija, na drug stran pa vseh, ki tam sodelujemo, to je pa drug kapital, ki se bo pokazal. Povejte nam, kdo je boljši od nas. Tako enostavno bi to rekel.
Hvala lepa, dr. Dežman. Je morda pri omizju še kakšna opomba, ki bi jo želeli povedati? Če ne, predajam besedo, če morda med novinarji ali pa med zainteresirano javnostjo, kdo, ki mu kaj, kar smo povedali, še ni čisto jasno, pa bi rad tudi na to temo zastavil kakšno vprašanje. Ne bi vprašal, čeprav sem zamudil zaradi avtobusa. Ali obravnavate tudi radijsko, ker radio je voči medij, te probleme morišč, mučiteljev in tako dalje, kot gangsterizem? Potem to je prvo vprašanje. Potem, ali greste s tem pričevalcem ali pričevalko tudi na kosilo? Da imate ta osebni stik, da se tudi o kosilu včasih utrnejo misli in spomini in tako se tudi, kako bi rekel, ta družabni značaj teh svojcev žrtev pokaže kot humano. Kajti najbolj, kar jaz to poslušam, vsa ta pričevanja, jih ne berem kot kroniko, ampak jih berem bolj literarno, bi rekel, da me srčno prizadenejo. In vse te žrtve so tudi nekatere zelo kritične, vzemimo kakšna stara gospa, ki je vdova ali pa sorodnica žrtve, ene ali pa več žrtev, je tako kritično tudi do današnjega časa, da vzemimo v naših časopisih ali pa tudi po televiziji take dobre kritike, ker ona govori iz sebe. Težko najdemo in bi rekel, da je tukaj tudi del analize družbene kritike današnjega časa in tudi politike in tudi odnosa do grobišč. Tretje vprašanje pa se nanaša na pomen, ali se tale morišča oziroma grobišča šteje v nekaterih okoljih, zdaj ne bom rekel katerih, nonima simfobioza, kot dolg čas. Če že to dolgočasi pravijo. In vse veste, dr. Danilo Turk je rekel, da je to celo drugorazredna tema in se tem odrekajo in celo javno, spet pridem do časopisov ali pa RTV, do medijev, nekako, bi rekel, puščajo to tematiko, ki je izredno za ljudi, naših ljudi zanimiva, nekje ob strani ali pa jo potiskajo od strane. Hvala lepa za vprašanje, ja. Jaz bi rekel, da večino prve dve vprašanji boste dober odgovor, ko boste poslušali posnetek tele okrogle mize v moji zgodbi. Bi vam pa samo takole rekel, gledajte, jaz sem zmeren tukaj, jaz mislim, da se stvari vsem premikajo in bi dal samo en primer. Prvi sestanek te komisije naše za grobišča pod novim zakonom je bil na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer je v odločbi Evropskega sodišča za ekološko sanacijo enega dela Celja je tudi zahteva, da se sanira morišče in grobišče tam. Tako da ta proces teče. Bi pa tako rekel, veste, tudi pri Judih, recimo, ko smo bili mi v Ardješemu, oni imajo šele nekaj let intenzivnejše medgeneracijsko soočanje, ker, in tudi jaz mislim, da je demokratična pravica vsakega, da končno ni nujno, da se zmerno zanima za te, jaz bi rekel, te tragične ali pa zločinske čase, ker je kljub vsemu želja vsaka človeka, da bi živel v miru. Je pa naša dolžnost, ki pa se s temi stvarmi soočamo, je, da damo žrtvam besedo, to mislim, da smo dali, je tistim, ki smo dali besedo, tistim, ki se s temi vprašanji iz različnih vidikov ukvarjajo in spremljamo, oziroma smo vpeti v razvoj te problematike. Tukaj je z nami kolega Tomaž Erzar, ki jaz bi rekel, da gre v naslednjih mesecih na študijsko izpopolnjevanje v Ameriko in tema bo odpuščanje. To se pravi, mi imamo več odgovorov lahko na isto temeljno, žariščno ali pa srčiko težav,
in upam, da jih bomo čim več odgovorov najdeli. Nekončno tudi letošnja pobuda Resnica in sočutje, ki je bila kompletno spremljena na radiju Ognjišče, tudi s knjižno izdajo, je le pokazala, da je cel kup ljudi dobre volje, ki lahko na različne načine nagovorijo problem in prispevajo k razelektritvi njegovega. Še kaj mogoče? Mene jedno vprašanje. Jaz sem Marjan Polenta z Ljubljana. Gospoda Dežmana, doktor Dežmana bi vprašal. Žubišče na Orlevem vrtu na gradu. Jaz sem takrat prisotniki pogrebali. Ali so te žrtve potem bile odkopane, prepeljane od strani svojcev, ker potem po 45 leta so se še po 46 so gor prezdansko vseli s konji okrog se bolih. Me zanima, kje so zdaj te ostanke te žrtve. To so bili te, ki je bilo v Terendoru pa v Grčarnicah. Išla pa na Kongressnem trgu, kar ste škafrožniki skupali. Tudi na pogreba. Potem pa še eno za doktor Erika. Jaz sem takrat slučajno s kolesarjem našel, ampak ne tist moment, ko je bil atentator ga ustrelil, ampak ko so ga že dali na avto, zraven ga speljali. Ampak sem pa povedal, ko so se, ko so bile pa svetle nad klancem, so prinesle pa križno, pa sveče, pa nekaj ruž. Ženske so pa spod hodili na trg po ružno. To me zanima, ker je Bogoslovci so ga skupaj rojaki, rekel, da so doktor Erlika in Pravojca izkopali ven in ga vrnili v Krimsko jamo. Veste kako, pogledajte, mi prav gotovo se bomo s temi stvarmi še dolgo ukvarjali in so žive in bodo, jaz upam, da bodo zmerom bolj žive, če lahko mogoče le namignem, da bo gospod Franci Petrič, urednik Družine, se je odločil, da bo izkopal posmrtne ostanke strica Viktorja Grčarja, kjer je bila zgodba taka, da pač Dombran se skriva, ga ubijajo oktobra 45, ga grejo družinske ženske odkopati, na parah ga morajo odpeljati nazaj v gost in zakopati še enkrat. Tako da teh zgodb o tem nespodobnem izživljanju ali pa skrunjenju mrtvih bo veliko. Za Orlov vrh je Orožnik Vid Črne po vojni napisal pesem, kjer govori pač, da so jih odpeljali v Kolinsko, v Lindfave vrkove. To je ena verzija ta, ampak predvidoma so izkopani odpeljani neznano kam tako kot Erlika. Tako je pa verjamem, da se bo tukaj raziskovanje teh zločinov ali pa skrunitev nadaljevalo in nedvomno je pa zdaj po tem novem zakonu je možno pač tudi dostojanstvo Orlovega vrha kot lokacije pokopa ohraniti. Tako da tukaj, to so te stvari, ki se bodo razvijale naprej, ta varianta s Krimsko jamo. A ste mi imamo zdaj, recimo, to so legende, se gospa Dragarjeva je tam, ona se zdaj lotila malo teh hrvaških otrok v Škofji Loki, a ne? Tam je zdaj 10 variant, oni so zdaj, recimo, so tudi imeli na časnike si en popolnoma zgrešen zapis, da so ti otroci v eni jami tam, kjer je bilo pač samo 7 moških, je raziskana, ampak gospa se je usmerila v iskanju proti jugu, tam smo jih pred leti že hodili po dolini Hrastnice, ampak predsednik Loške komisije, gospod Pintar, je pa zdaj v zadnjem prispevku jih lociral proti Križni gori. To je tisto, ko začne legenda, ampak tako je, legenda je odgovor na krivico. In ljudje so s temi govoricami, ki so se sprožile, to je v bistvu ustvarjalna rezistenca. To jih bo mogel skrbno beležiti, ampak ko ti valovi govoric prihajajo o živih zazidanih, o umorjenih otrocih, tako to je. Ampak to niso ljudje krivi, ampak je krivo stanje, v katerem smo živeli in v katerem še živimo.
ker vidim, da so vprašanja že taka bolj konkretne zadeve in se ne dotikajo več samo oddaje, moja zgodba, vendar ne moramo opozoriti, da gre za radijsko oddajo, da gre za fundus poučevanj ustne zgodovine in da se oddaja samo po sebi ne ukvarja s tem, kje je kakšno grobišče oziroma da bi to raziskovala, lahko pa seveda na osnovi ugotovitev potem pripravimo oddajo. Bi se jaz vsem, ki ste se danes oglasili tukaj, lepo zahvalil. Hvala lepa tudi Franciju Trstenjaku, glavnemu in odgovornemu uredniku Radia Ognjišče, Andrej Valic Zver, direktorici Študijskega centra za narodno spravo, ki nas je tukaj gostila, Jožetu Dežmanu, kustosu Gorenjskega muzeja in pa Moniki Kokar-Kočevar, kustosinji Muzeja novejše zgodovine Slovenije, zato ker ste povedali danes in upam, da bo oddaja doživela vsaj še 10 let, vas pa zdaj vse vabim še zadaj na malce neformalnega druženja, pa tam lahko ustvarjalce vprašate še kakšno stvar, ki vas tako bolj osebno zanima. Hvala lepa.